Jaz sem Jasna Kozar, včasih sem bila tudi Jasna Kozar Hatising, ker sem bila poročena z Indijcem. Sem akademska slikarka, specialistka v pokoju, svobodna umetnica celo življenje in trenutno imam lepo priložnost, da lahko razstavljam v Kibli v Mariboru. Rojena sem bila v času tik pred gibanjem Flower Power, ki je seveda zelo vplivalo na nas, na celotno generacijo. Se pravi, sex, drugs and rock and roll, čeprav mi nismo to tako, ko si mlad, dejansko zelo srkaš klimo, v kateri odraščaš. In zaradi tega smo potem šle 3 sošolke tudi v Indijo leta 1975. Še diplomo so mi morali prestaviti za 2 dni, ker sem že imela avion. To je bilo v tistih časih pač način naš, meje so se odprle, lahko smo začeli potovati. Ta kvazi diktatorski režim, se je takrat majčkeno bolj odpiral Ameriki in seveda mi smo to z veseljem in s pridom izkoriščali. Ampak Indija in ta Flower Power in vse to je bilo čisto drugače, kot so nas takrat na akademiji učili. Se pravi, ljubljanska šola, to je bilo slikaj tonsko, se pravi mogoče pač svetlo-temno ali sivo, belo, črno ali rjavkasto, okrasto, ampak samo tonsko, barva bi bila pa samo majčken akcent, majčken pikica, mogoče vijoličaste ali pa kakršnekoli nekaj, da bi poudarilo tisto vsebino, ker ljubljanska šola je v bistvu ljubljanska grafična šola, je pravzaprav najbolj znana. In je tudi najdalje prišla, se mi zdi. Pa tudi dejstvo je, da je takrat v 70-ih letih, ko smo mi študirali, je bilo res veliko megle. In v tisti megli res ne vidiš nobene barve. Seveda, če greš potem v Indijo, je pa Indija polna barve. In ravno zaradi tega sem jaz šla v Indijo, ne samo zaradi tega, zaradi predvsem preverjanja gibanja Flower Power in hipijskega gibanja v realnosti. Drugo pa seveda zaradi barve, zato ker sem po 4 letih prvo diplomo je bil, naslov te prve diplome je bila barva. Indija pa Flower Power pa vse to je bilo pa polno barve. Tako da že to v osnovi, vse smo poskušali, cela naša generacija, ki je recimo začela z abstrakcijo. Tugo Šušnik je takrat ravno prišel iz New Yorka in nam je razlagal, kakšne so razstave v MoMI in tako dalje. In vsi so začeli delati velike formate, kar je meni tudi ostalo, tako da tukaj imamo večinoma večje formate, kar je seveda pametno po svoje. Čeprav so zelo nepraktični v smislu prodaje, ker v Sloveniji pač nimamo, mislim, čim je nehala Ljubljanska banka kupovati slike, ali pa, ne vem, še kakšne take večje inštitucije, težko prodaš večji format kakšni osebi. Tako da to je problem tržišča, ki ga pravzaprav tako ni. Ampak je pa, se pravim, za razstave je pa boljše, zato ker so vedno zelo veliki prostori in tiste majčkene stvari se pravzaprav kar zgubijo. In hvala Bogu je zdaj ta razstava, da je erotika sama po sebi je postala rdeča nit, ker so, če pogledamo te slike, ki zajemajo eno zelo široko obdobje, so nekateri celo pripomnili, da imajo občutek dostikrat, kot da bi jih več ljudi naslikalo, to, da ni to samo ena oseba.
ne, ampak normalno, če je to tam od leta 1994 pa do zdaj, ne, to je ogromno let, jasno, da se človek in njegovo slikarstvo spreminja. Tako da sem res vesela, da je prišlo do tega, ker sem pač lani dobila nagrado za življenjsko delo za erotiko, za erotično umetnost in sem imela to razstavo pravzaprav pripravljeno. In sem lahko zdaj to, hvala Bogu, tudi v Mariboru pokazala. Ja, zelo dobro je to prvič, da jih sploh lahko vidiš v tako velikem prostoru pa v nekem zaporedju, ki moram reči, da je bilo super, da sta mi to Peco pa Simon, da sta ona dva pravzaprav to postavljala, jaz sem se samo strinjala večinoma, ker res ima ta občutek, ker je pa slikar pač nima dovolj mogoče distance do svojega dela, tako da je vedno dobro, da drugi nekako to sodelujejo oziroma celo prevzamejo prvo vlogo, da se potem, da ti lahko vidiš svoje delo z zunanjimi očmi nekako in to se mi zdi vedno največ vredno, kadar imamo razstave. Da imamo razstave, to se meni zdi največ vredno, zato ker drugače vedno slikaš, zelo si sam v sebi, v tistem svojem svetu in težko najdeš en objektivni pogled na svoje delo, to je res. Ampak seveda čas je pa tudi tisti, ki pravzaprav dela selekcijo in je fino, če je zelo široko obdobje, potem se vidi ta rdeča nit, ker jaz sem takrat, ko sem zbirala za kranjsko razstavo, sem pol šele videla, koliko imam jaz dejansko tega erotičnega naboja v slikah. Saj ni bilo to zavestno narejeno, ne, ker ne delam, jaz delam bolj intuitivno. Jaz delam, ko dobim močno željo in niti ne vem kaj. Naenkrat me kar nekaj prešine in pol se to zdaj zelo lahko lepo odčitava. Včasih seveda vse nisi, dostikrat sem rabila mogoče par let, da sem sploh videla, kaj sem naslikala si. No ja, in zdaj vidim, dejansko erotika pač bila, hvala Bogu, ne, ker to je tudi zaradi tega, ker mi izviramo iz tega mariborskega kulturnega okolja, recimo Nina Jeza je imela razstavo eno skupinsko razstavo organizirala v ZDSLU v Ljubljani lani, kjer sem jaz tudi bila zraven. In potem, ko so tudi njo zaradi tiste razstave, mislim, prosili v Kranju, ko so imeli ta festival erotike, da ona napiše tekst glavni, pač predlagala mene, ker smo dostikrat skupaj tudi sodelovali. Kakšen kustos iz Gorenjske ali pa z Ljubljane sigurno mene ne bi predlagal, ne. Pa še seveda leta so pomembna za življenjsko delo, tako da se je ogromno umetnic v Sloveniji, ki se ukvarjajo z erotiko, ampak so premlade še zaenkrat. Tako da to so neka srečna naključja, no.